Mariborska kadetnica v novi podobi je danes bila prizorišče 18. obletnice mlade slovenske vojske. Slavnostni govornik na osrednji slovesnosti je bil predsednik države in vrhovni poveljnik oboroženih sil Slovenije, dr. Danilo Türk. Začetek usposabljanja prvih slovenskih nabornikov v učnih centrih Ig in Pekre je bil za Slovenijo prav gotovo prelomni trenutek našega novejšega obdobja, ki je sledil plebiscitni odločitvi slovenskega naroda za vzpostavitev lastne neodvisne države. Z odločitvami spomladi 1991 in zlasti z usposabljanjem lastne vojske smo dobili občutek, pa tudi jasno zagotovilo, da se je v resnici začel proces uresničitve plebiscitne odločitve o samostojnosti. Zdaj bi bilo pa dobro, da se vzpostavi baza, ki bo zagotovila skladen in dobro premišljen razvoj za daljše obdobje, ne vezano na recimo zakonodajno dobo parlamenta ali eno koalicijsko vlado, ampak da bomo imeli izhodišče za dolg in dober razvoj. Zdravo, slovenska vojska! Mlada ministrica po stažu, mlada vojska. Kako ste vi doživeli današnji dan? No, zame je bil ta pogled na veličastje celotne slovenske vojske, ki je bila postrojena pred vrhovnim poveljnikom, res izjemen. To se je zgodilo prvič v moji osebni karieri in moram priznati, da sem bila ponosna na vse njih, ne samo zato, ker so tako stoično, pa vendar še vedno z motivacijo in energijo prenašali dež, ki je padal po njih. Temveč tudi zato, ker je to vojska, ki danes uspešno izvaja vse naloge in prepričana sem, da bo še več nalog znala in zmogla opraviti tudi v prihodnje. Naša težava je namreč v tem, da bomo imeli manj sredstev, da bomo pa imeli še vedno ista pričakovanja, če ne celo povečana pričakovanja glede nalog, ki jih bo morala slovenska vojska opraviti. Zato mladost gor ali dol, soočiti se moramo z vsem, kar nam prinaša razvoj in mislim, da zato, ker smo mladi, bomo zmogli tudi vse te izzive, ki nas čakajo. Pa naj si bo, da so to tudi izzivi zmanjšanega proračuna, kajti pravi profesionalci smo šele takrat, ko znamo preživeti vse okoliščine. Kadetnica je že naseljena, prvi študenti so že tukaj, programi so se že začeli, dinamika in število ljudi pa odvisno od programov izobraževanja, ki so letni. Tako da so v kadetnici programi že potekajo. Mi smo v kadetnici imeli že tudi strokovne posvete, jaz osebno sem že prespal v kadetnici, tako da imam tudi to izkušnjo.